najprej bom tukaj ne povedal na začetku, da je bilo to pripravljeno z navodili, da mora biti bolj uvodno in osnovno in dostopno ljudem, ki nimajo pač nobenih predhodnih izkušenj s temi temami, tako da upam, da vam ne bo preveč nezanimivo tisti, ki ste verjetno to že poslušali, te stvari. In sicer je namen predavanja predstaviti neke osnovne značilnosti temu, kar imenujemo liberalni feminizem in pokazati neke njegove pomanjkljivosti oziroma podati neko zelo splošno kritiko tega pristopa vprašanju položaja žensk. Zdaj, kaj točno mislim z liberalnim feminizmom, ker lahko ta termin označuje dosti širok razpon stvari in tem. Jaz mislim predvsem na neke najbolj pogoste v medijih, v politiki, gospodarstvu, v nevladnem sektorju prisotne pač diskurze, ki so pač postali nekako nek common sense, neko common sense področje, pač ko govorimo o vprašanju položaja žensk in pač ima neko srednje mesto in v akademski sferi in v politični, aktivistični, kakoli. Predvsem je zanj značilno, da na podrejena žensk gleda individualistično in jo izpeljuje v bistvu iz medosebnih odnosov diskriminacije, ki temelji na nekih družbi prevladujočih napačnih predstavah o ženskah kot šibkejšem, nežnejšem, čutnejšem in tako naprej spolu. In te negativni stereotipi naj bi predstavljali neke prepreke ženskam na poti do tega, da bi dosegle neko popolno enakost. Zdaj, da bi čim bolj nekako didaktično in schematično predstavljal pač neke pomanjkljivosti tega tovrstnega feminizma, bom predstavljala 3 vprašanja, ki so nekako najpogosteje postavljena pač v javnosti in pokazala pač neke momente, v katerih mogoče niso najbolj natančno. Ta 3 vprašanja so v bistvu vprašanje žensk na vodilnih položajih, vprašanje plačnih vrzeli in vprašanje gospodinjskega dela oziroma razdelitve gospodinjskega dela. Se pravi, če začnem s prvim in sploh v zadnjem času nekako najbolj pereče vprašanje, ki se pojavlja recimo v medijih in na univerzah, je se pravi, zakaj ni več žensk na vodilnih položajih. Zakaj ženske, čeprav so enako izobražene, enako kompetentne, še vedno ne dosegajo paritete pač na vodilnih položajih v gospodarstvu, v politiki, v znanosti in na drugih področjih. Kakšne so tiste ovire, ki jim onemogočajo, da bi dosegale poklicne uspehe svojih moških kolegov. V literaturi o položaju žensk so te ovire ponavadi označene s konceptom tako imenovanega steklenega stropa, se pravi neke nevidne pregrade, ki ženskam preprečuje, da bi napredovale onkraj nekih mest, pač nekih družbenih položajev poklicnih. In glavni razlogi so pač, zakaj ta stekleni strop sploh obstaja, kot že omenjeno pač diskriminacija strani recimo nadrejenih, ki ne pustijo ženskam, da bi napredovali oziroma to privilegirajo moške, ali pa to, da se ženske recimo manj časa posvetijo karieri in se bolj ukvarjajo s svojo družino. Zdaj, ukvarjati se z zastopanostjo žensk na najvišjih mestih samo po sebi sicer ni napačno, mislim, to je nek realno obstoječ problem, ampak problem je, ker ta podoba tega steklenega stropa in pomembnosti tega steklenega stropa je v bistvu nekoliko popačena, ker se v resnici nanaša na zelo ozko skupino žensk, ki sploh imajo možnost stopiti na neka področja oziroma v neke poklice, kjer je sploh možno napredovati na najvišje položaje. Glede na to, da je pač velika večina žensk zaposlenih v nekih panogah, v nekih dejavnostih, kjer je to naprej v bistvu izključeno možnost napredovanja v nekih vodilnih položajih.
položaju. Tako da je pogosta kritika tega steklenega stropa to, da bi v bistvu morali upoštevati tudi neko drugo plat tega koncepta in to včasih pomenujejo lepljiva tla, se pravi dejstvo, da večina žensk večno ostane prilepljena na dnu družbene lestvice in pač ne morejo napredovati. Ne samo, da pač je to vprašanje omejeno na zelo majhno število žensk, ki so pač vendarle skoraj na vodilnih položajih oziroma tik pod tem steklenim stropom, ampak je drug problem tudi to, da tudi vodstvo žensk, mislim tudi to, da ženske dosežejo vodilne položaje, v resnici drugim ženskam, tistim, ki so na tem lepljivem dnu, v bistvu ničesar ne garantira. In to je v nasprotju s neko prevladujočo naracijo o specifično ženskih načinih vodenja, ki naj bi zaradi neke skupne ženske izkušnje avtomatično pač vodile do nekih boljših politik oziroma ukrepov in se pravi naj bi nekako pricurjale po družbeni lestvici navzdol. Če so ženske na vodilnih položajih, potem bo to nekako imeli neke pozitivne učinke tudi za tiste ženske, ki niso na vodilnih položajih. Zdaj, en primer pač te zgrešenosti pač takega razumevanja tega problema je, pač, ker sem že omenila v napovedniku, bom zdaj uporabila isti primer, je pač Hillary Clinton, ki je zdaj uradna kandidatka Demokratske stranke za predsednico ZDA. In pač nedvomno je, da je uspeh njene kampanje vsaj deloma temeljil tudi na tem, da je konstantno izpostavljala to svojo žensko karto, svojo zavezanost k reševanju problemov žensk in domnevno naj bi imela zelo feminističen in pro-LGBT program, ampak, in to je pač v zadnjih mesecih še posebej pogosta kritika Hillary Clinton je pač, da če pogledamo, kakšna stališča in kakšne politike v resnici zagovarja in jih je v preteklosti izvajala, pa se hitro pokaže, da so pogosto za ženske precej škodljive, so v bistvu antifeministične in zelo rasistične. Tako je, na primer, vedno je zagovarjala zelo neoliberalne pač varčevalne politike, krčenje socialne države, sodelovala je pač pri ukinjanju oziroma krčenju socialne pomoči in to so vse ukrepi, ki v veliki meri prizadenejo ravno ženske, še posebej že itak revne ženske, nebele ženske, migrantske delavke, samohranilke, torej tiste skupine žensk, ki so že itak najbolj ranljive. Poleg tega lahko samo omenimo še to, da je vedno podpirala vojaške intervencije pač na Bližnjem vzhodu in tako naprej, kar pomeni, da je pač neposredno prispevala k opustošenju teh držav in s tem posledično na slabšanje razmer za veliko žensk in otrok iz teh držav. Anej Korsika, ki je prej predaval, je takim delil en meme na Facebooku, ker pač to nekako zajame bistvo tega problema, kjer stojita neka Arabca, stojita v neki zbombardirani pokrajini in en od njih pravi "Look, Ahmed, this is historical, we're being bombed by the first female president." Pač ona seveda ni edini primer, s katerim lahko ponazorimo to poanto in lahko bi našteli vsaj še Margaret Thatcher v Veliki Britaniji, Angelo Merkel, pa tudi v Veliki Britaniji zdaj ima novo Theresa May, pač konzervativna premierka, pa tudi v Sloveniji je bila ta primer takih politik, recimo Alenka Bratušek. Tako da, ja, pač v primeru, recimo, če Hillary Clinton zmaga na predsedniških volitvah, bojo in ZDA, in Veliko Britanijo, in Nemčijo vse vodile ženske, ki so vse pač predstavnice konzervativnih strank oziroma konzervativnih frakcij, liberalnih strank in v bistvu njihovo vodstvo ženska prinaša prej škodljive stvari kot pozitivne. Ampak čeprav je to pač precej očitno in se da dosti hitro pokazati na ta problem, je še vedno število žensk na vodstvenih položajih en od ključnih kriterijev za ocenjevanje stopnje enakosti žensk.
različnih državah in to pogosto nastopa kot nek dokaz, da se dogaja napredek, da ženske pridobivajo vedno več pravic, v resnici pa samo pač zastira dejansko situacijo oziroma preusmerja pozornost z drugih problemov na ta relativno nepomemben primer. Tako da, naprimer, zdaj v zadnjih časih, pač, ko potekajo te razprave v ZDA, recimo o ženskih na vodilnih položajih, ameriški mediji pogosto navajajo kot nek pozitiven zgled, ki naj bi mu ZDA sledile, primer Ruande, ki je pred leti uvedla kvote v politiki za ženske. In zgodilo se je to, da Svetovni ekonomski forum vsako leto objavi globalni indeks spolne vrzeli, Global Gender Gap Index, kjer pač naredijo lestvico držav glede na ravni spolne neenakosti na ekonomskem, izobraževalnem, zdravstvenem in političnem področju. In recimo med 10 državami, kjer naj bi bila spolna neenakost najnižja, so na prvih mestih pač v skladu s pričakovanji so skandinavske države in potem je na 6. mestu Ruanda, kar je nekoliko sumljivo že na prvi pogled. In tlej ne gre samo za nek eurocentričen predsodek do afriške države, ker že pač površen pregled podatkov pokaže, da je glavni razlog, zakaj je Ruanda tako visoko na lestvici, pač na tem indeksu, je število žensk v parlamentu, ker je Ruanda ena od v bistvu samo 2 držav na svetu, kjer je v parlamentu več žensk kot moških. In samo zaradi tega je pri postavki politične enakosti žensk na prvem mestu, kar jo naredi za 6. najbolj enako državo na svetu, mislim, spolno je enako državo na svetu. Problem je v tem, da je pač temu dosežku navkljub je za večino žensk, ki živijo v Ruandi, to povsem irelevantno, ker je večina ženskih prebivalk živijo na ruralnih področjih, delajo v kmetijstvu, v hudi revščini, imajo zelo slab dostop do izobraževalnih, zdravstvenih in vseh drugih socialnih ustanov. Tako da se pač postavlja vprašanje, a je pač to, da je peščici žensk omogočeno, da uspejo v politiki in to, da je pač več žensk v parlamentu kot moških, a to res karkoli pove o vseh ostalih žensk. Mislim, a je to res pomembnejši dejavnik enakosti spolov. Ja, in pač samo to, da preštejemo ženske, ki sedijo pač na nekih vodilnih položajih, oziroma še zlasti to velja za politiko, ne pove čisto nič o tem, kakšne politike zagovarjajo, niti kako to koristi ženskam nasploh. Tako da ja, ostane ponavadi pri tem, da je nekaterim ženskam, ki so že tako ali tako v izhodišču privilegirane, jim je omogočena neka mera mobilnosti navzgor, ne da bi to imeli kakršnokoli učinek na neprivilegirane skupine žensk. In tako ta formalna domnevna politična enakost v bistvu samo omogoča in hkrati prikriva družbene neenakosti na vseh drugih ravneh. Tako da ja, to je ena od slepih peg tega liberalnega feminizma, ki pač ne, oziroma tudi, če nam uspe nehati razmišljati seksistično in diskriminirati do žensk, ki želijo nastopati v politiki, to ne pomeni, da smo se na kakršenkoli način znebili nekih patriarhalnih razmerij. Tako da namesto, da bi se vprašali, zakaj ni žensk na vodilnih položajih, bi bilo bolj smiselno vprašanje, ali pariteta na vodilnih položajih sploh kako izboljša položaj žensk in zakaj ne. In zdaj, če grem na drugo vprašanje, ki se pač zelo pogosto postavlja v zvezi s položajem žensk. In sicer, zakaj ženske ne prejemajo enakega plačila za enako delo, kako to, da obstajajo plačne vrzeli oziroma gender pay gap, oziroma spet formuliramo drugače, zakaj obstaja diskriminacija na trgu delovne sile, kar se sliši že nekoliko bolj
široko zastavljeno, ker zajema večjo populacijo žensk, ampak v resnici je to še vedno neko problemsko polje z bolj omejenim dometom. In sicer, da bi to razumeli, moramo vsaj okvirno pač razložiti specifično obliko patriarhata, ki je značilna za kapitalistične družbe. Če to nekoliko poenostavim, nujni pogoj za to, da lahko poteka kapitalistična proizvodnja, katere cilj je produkcija profitov, je da hkrati neovirano poteka reprodukcija delovne sile, se pravi delavci, da bi lahko sploh bili delavci, morajo jesti, piti, se oblačiti, spati nekje, biti čisti, hkrati pa mora biti poskrbljeno, da se rodijo, vzgojijo in izobrazijo novi delavci. Tako da morate biti omogočeni hkrati dnevna kot generacijska reprodukcija delavcev, ki sta ravno tako zgodovinsko specifično organizirani, kot je kapitalistična produkcija zgodovinsko specifična. Tako kot obstaja nek kapitalistični produkcijski način, obstaja njemu nek ustrezen način reprodukcije delovne sile. Glede na to, da je vseh teh reproduktivnih dejavnosti, za katere je treba poskrbeti, prevelik, da bi jih lahko posamezni kapitalisti organizirali, tako kot recimo posamezni kapitalisti ne morejo poskrbeti za prometno infrastrukturo, za pridobivanje energije, je potreben nek poseben sistem in to je pač država. Poleg tega pa tudi, če bi bili kapitalisti tisti, ki bi v celoti prevzeli reprodukcijo svojih delavcev, v bistvu ne bi več govorili o kapitalizmu, ampak o služnem lastništvu, ker bi pač bil delavec samo še proizvod kapitalistične produkcije. Na eni strani je država tista, ki s svojimi socialnimi institucijami, recimo šolskimi, zdravstvenimi, pokojninskimi in tako naprej sistemi, zagotavlja obnavljanje delovno sposobne populacije, pri čemer se pač te socialne institucije financirajo iz davkov, ti pa se črpajo iz presežne vrednosti, ki je ustvarjena v produkciji, se pravi, predstavljajo nek odteg od potencialnih profitov. Zato je v interesu kapitala, da je pač obseg teh javnih socialnih storitev še zlasti v nekih obdobjih, ko je stopnja akumulacije zmanjša, v nekih kriznih obdobjih, o tem je tudi prej ne govoril, pač obstaja tendenca, da se pač manjša obseg socialnih storitev. To pa pomeni, da se morajo storitve, ki izpadejo iz tega sistema javno financiranih dejavnosti, izvajati nekje drugje, in sicer se jih prenaša v domeno zasebnih gospodinjstev oziroma družine kot neke glavne reprodukcijske institucije v kapitalizmu. Tako da pač s pojavom industrijskega kapitalizma se je tako preko državnih ukrepov in zakonodaje reprodukcija organizirala predvsem v obliki tako imenovanega hraniteljskega modela, v katerem je pač moški zaposlen v produkciji in prejema mesto, ki naj bi preskrbila celo družino, se pravi je nek breadwinner, ženskam pa na drugi strani dodeljeno skrbstveno reproduktivno delo v zasebni sferi. In s tem se tudi prvič pojavi figura ženske kot gospodinje, ker pač prej ta ločitev med produkcijo in reprodukcijo ni obstajala, vsaj ne v taki obliki. In recimo gospodinjstva, ki so bila do neke mere, mislim, večinoma recimo neke samoskrbne agrarne enote, so bile hkrati istočasno mesto produkcije dobrin in konzumcije pač teh istih dobrin in je pač vsa ta opravila so potekala isto in vsi člani gospodinjstva so bili hkrati producenti in reproducenti na nek način. In zato tudi spolna delitev dela v teh predkapitalističnih gospodinstvih ni bila institucionalno ločena pač na dve sferi, ampak je bila bolj urejena v obliki pač osebne moči moške glave družine, patriarha, iz tega tudi pride patriarhat. Skratka, ta hraniteljski model je neka druga oblika patriarhata, ki se razlikuje od predkapitalističnih. In učink vzpostavitve tega modela
dela je dvojen, kar na eni strani pomeni, da kapitalisti privarčujejo na stroških reprodukcije, ker jo zastojno upravljajo ženske doma in si pač s tem prihranijo stroške za socialno državo in pač posledično imajo večje profite. Na drugi strani pa je učinek tega modela tudi to, da ženske postanejo armada rezervne delovne sile, ki jo lahko potem zaposlujejo za zelo nizke mezde, ker je njihov dohodek razumljen kot samo neko dopolnilo osnovni mezdi tega moškega breadwinnerja. In čeprav se mogoče zdi, da so recimo ženske, ki so po drugi svetovni vojni začele bolj množično vstopati na trg delovne sile, da se je s tem pač da je ta model nekako postal stvar preteklosti, da je preživet, se v resnici pač na različne načine v neki posodobljeni obliki ohranja tudi danes. Običajno je to v obliki eufemistično pomenovanih družinam prijaznih politik, ki v resnici niso namenjene temu, da bi recimo ženskam omogočale neko popolno ekonomsko neodvisnost, ampak so večinoma namenjeni temu, da se jih v čim večji meri zadržuje doma, v zasebni sferi družine, oziroma da se jih zaposluje na najslabše zaščitena neka prekarna, polformalna delovna mesta. Tako da v zadnjih desetletjih so bile socialne politike držav usmerjene predvsem recimo v nižanje nadomestil za porodniške in starševske dopuste, ki so v številnih državah tako nizki, da ne omogočajo na noben način samostojnega preživetja ženskam in jih dela s tem ekonomsko odvisne od nekega drugega dohodka, se pravi od plače nekoga drugega, ali pa jih sili, da iščejo neke zasilne dopolnitve pač družinskemu dohodku v obliki polovičnih zaposlitev ali zaposlitev na domu. In ti so predstavljeni kot neki načini zaposlovanja, ki ne bi ženskam pomagali usklajevati dom in družino, v resnici pa jim samo olajšajo upravljanje primarno vloge materi, gospodin. Hkrati potem se krči obseg javne mreže varstvenih ustanov, kot so vrtci, jasli, popoldanska varstva v okviru osnovnih šol in podobne stvari, kar pomeni, da morajo starši, ki so zaposleni, ali plačati ki so zaposleni in recimo ne morejo dobiti subvencij za vrtce, morajo bodisi plačati neke zasebne varuške ali pa zasebne vrtce, ali pa, če si tega ne morejo privoščiti, kar je zelo pogosto, mora nekdo ostati doma, zato da lahko čuva otroke. In glede na to, da so dohodki žensk ponavadi nižji, je nekako bolj racionalno, da je ženska tista, ki se odpove zaposlitvi in ostane doma. Pač to je samo nekaj primerov, kako se na neki strukturni ravni spodbuja ženske, da so doma oziroma da se zaposlujejo za polovični delovni čas, kar povratno utrjuje to predstavo o primarno materinski vlogi ženske, ki se posledično pripiše vsem ženskam, ne glede na to, ali imajo otroke, ali jih nameravajo imeti, ali jih niti ne morejo imeti, karkoli, kar jih potem na trgu delovne sile še dodatno pač negativno vpliva na njihov položaj, zato ker zaradi te svoje potencialne zaposlitve za delodajalce predstavljajo dražjo in manj razpoložljivo oziroma bolj tvegano investicijo, ker pač, čeprav so plačila nadomestil že itak minimalna, je to še vedno strošek za delodajalca. Hkrati pa obstaja pač tveganje, da bo ženska, ne vem, veliko manj razpoložljiva, da bo morala večkrat vzeti dopust, ker zaradi bolezni v družini je kaj takega. Tako da nekako hkrati sistemski ukrepi ženske silijo v fleksibilne in prekarne zaposlitve, hkrati pa so razumljene kot premalo fleksibilne, da bi lahko zasedale boljša delovna mesta. In pač tle ne gre za to, da bi delodajalci diskriminirali ženske zato, ker so ženske, ampak zato, ker dejansko za njih predstavljajo
predstavljajo nek strošek pač pri zaposlovanju. Potem še drug učinek te predstave o skrbnih in materinskih ženskah, ki je sicer prej produkt nekih specifičnih politik kot njihov vzrok, se to izrazi še v feminizaciji določenih poklicev, predvsem storitvenih in skrbstvenih, ki so še dodatno razvrednoteni, ker se kažejo kot pač podaljšek naravnih predispozicij žensk. Ok, to je bilo zdaj sicer zelo površno in malo kaotičen opis tega, kako strukturni ukrepi vzdržujejo nek ekonomsko podrejeni status žensk. Če koga to bolj zanima, je pred kratkim izšla knjiga Liljane Burcar pri Sofiji, kjer v bistvu analizira socialne politike vseh držav zahodnih kapitalističnih in bolj natančno pokaže, pač, kako točno delujejo, kako vplivajo na položaj žensk. No, ampak v vsakem primeru upam, da je vsaj ta površni pogled pač dovolj za to, da vidimo, zakaj je bilo tisto izhodiščno vprašanje o enakem plačilu žensk v bistvu neadekvatno. Se pravi, ker zaradi politik, ki ženske naredijo v bistvu za sekundarno podcenjeno in razvrednoteno delovno silo, so pogosto zaposlene v nekih panogah in na delovnih mestih, ki ravno niso primerljiva z delovnimi mesti, recimo, moških delavcev. Se pravi, ni toliko problem v tem, da ne dobijo enakega plačila za enako delo, oziroma v nekaterih primerih je tudi to seveda problemno, ampak problem je v tem, da pogosto ženske ravno ne opravljajo enakega dela sploh, ampak so skoncentrirane v najslabše plačanih poklicih in so posledično najslabše socialno zaščitene. Kot recimo, če pogledamo samo en podatek, čeprav je stopnja delovne aktivnosti pri ženskah v večini evropskih držav v bistvu precej blizu stopnje delovne aktivnosti moških, obstaja ogromna razlika med spoloma v deležu zaposlitev za polovični čas. Pa za leto 2014 je namreč skoraj tretjina vseh zaposlenih žensk zaposlenih za polovični delovni čas, pri moških pa je ta delež 8%, se pravi, obstaja velika diskrepanca med spoloma. Poleg tega v tem podatku sploh iz tega ni mislim, če bi pogledali še, kakšen je delež žensk, ki imajo otroke, bi bile številke pač še večje. Poleg tega pa te podatki niti ne beležijo neke sive ali črne polformalne ekonomije ali pa drugih nestandardnih oblik dela, kjer so tudi pogosto ženske, zaposlene pretežno ženske. In recimo v primeru dela za polovični delovni čas, tudi če bi moški in ženska opravljala isto delo in po isti urni postavki, ne samo, da je dohodek ženske, ki je zaposlena za polovični čas, pol manjši, ker pol manj dela, ampak ima posledično tudi pol manj plačanih socialnih prispevkov, kar potem sploh v starosti pač povzroča veliko revščino pri ženskah, ker imajo zelo nizke pokojnine. Skratka, če povem še drugače isto stvar, problem ni toliko, oziroma ni samo v horizontalni neenakosti pri plačah med moškimi in ženskami, ampak predvsem v vertikalni razporeditvi moških in žensk na lestvici nekih poklicev glede na plačilo in varnost zaposlitve. Tukaj lahko spet pogledamo tudi primer Ruande, ki ima razen tega, da ima veliko žensk v parlamentu, ima tudi pri postavki Wage Equality for Similar Work, je na prvem mestu na svetu. Zdaj, iz poročila tega Svetovnega ekonomskega foruma sicer ni, kakšni so dejanski dohodki žensk v primerjavi z moškimi, zato ker je njihovo metodološko načelo gaps, not levels, se pravi, gledajo razlike pač v plačah za iste poklice, ne upoštevajo razlik med samimi poklici.
iz tega podatka ne vidimo čisto nič o tem, ne vem, a so dejansko plače vseh ženske enake plače od vseh moških, ali pa so mogoče čisto vsi moški najbolje plačani menedžeri, čisto vse ženske pa najslabše plačane čistilke, ker bi bil pač podatek, bi na koncu izgledal isto. Zdaj pa še na kratko zadnje vprašanje, ki je pač eno od en od velikih problemov, in sicer zakaj ni pravičnejše razdelitve gospodinjskih opravil med spoloma. In mislim, da na podlagi tega, kar sem do zdaj že povedala, se pač že lahko ukanete, v čem je dilema. Namreč to vprašanje je zastavljeno na način, ki predpostavlja, da je razdelitev gospodinjskega dela izključna stvar interpersonalnih odnosov, da gre za nek medosebni dogovor med moškim in ženskom, ki pač se med seboj pogajata o tem, kdo bo koliko delal. Tako je recimo pred parimi dnevi sem našla neko poročilo v neki raziskavi, ki naj bi pokazala, da imajo moški, ki preživljajo več časa z otroki, boljše in pogostejše spolne odnose in s tem poziva moške, da bolj aktivno sodelujejo pri vzgoji otrok. Če pustimo v strani pač problematičnost te dikcije, ki pač moškim zamenja za malo več igre z otroki, ponuja več seksa, je pač učinek tega pozivanja v bistvu, da naj moški spremenijo svoje navade, v resnici pač ima omejen domet. In poleg tega lahko doseže samo tiste, ki sploh imajo dovolj časa in prostora in sredstev, da se lahko kvalitetno igrajo z otroki, kar za veliko ljudi ne velja. Se pravi, kot sem že omenila, je pač družina neka institucija, ki je vpeta v širša družbena razmerja in ta ne določa samo njene funkcije v družbi, ampak tudi vpliva na njeno notranjo ureditev. In pri tem ne gre samo za to, da so ženske v družini materialno oziroma ekonomsko odvisne od moških, ampak to razmerje ekonomske odvisnosti, iz tega izhaja tudi določena pač pogajalska prednost glede tistih stvari, o katerih se dejansko je mogoče pogovoriti. Pač tisti, čigar mesto omogoča preživetje vseh od njega odvisnih članov gospodinjstva, bo praviloma imel zadnjo besedo tudi pri tem, kako bo gospodinjstvo s to mesto razpolagalo. Kar na vse zadnje vpliva tudi na pač potem osebne odnose dominacije v družini in no, skratka, zato namesto, da pač se samo sprašujemo, zakaj si moški in ženske med seboj ne razdelijo 50-50 gospodinjskih opravil in skrbi za otroke, bi bilo bolj smiselno vprašanje, kako lahko ženske nekako strukturno razbremenimo tega, da pač so prisiljene upravljati večji del reproduktivnega dela. In to je pač možno samo prek nekih ukrepov, kot so pač široka in dostopna mreža javnih ustanov, ki so namenjena celodnevnemu varstvu otrok in vzgoji in izobraževanju. Poleg tega pa še javnih kuhinj in bralnic in domov za ostarele in še drugih pač sistemskih vzvodov, ki nekako zagotavljajo ekonomsko emancipacijo žensk. Skratka, vsem tem trem problemom je skupno, da se fokusirajo na zelo parcialne vidike neenakosti med spoloma, ne da bi upoštevali neke mehanizme, ki so nekako temelj teh problemov. In zato tudi je način, kako reševati problem spolne neenakosti v recimo liberalnem diskurzu, je najpogosteje dobi obliko nekih identitetnih politik, ki priznava obstoječi sistem kot ne napačnega, kot dobrega, ampak trdi, da njegova načela niso v celoti uresničena in da so določene identitete, določene družbene skupine iz njega izključene. In je potem cilj teh politik predvsem afirmirati te partikularne identitete kot posebne, kot različne od ostalih in jih pripustiti v sistem nekih političnih pravic, pri čemer je sam obstoj teh identitet
to ne velja samo za ženske, ampak tudi za črnce, Rome ali karkoli. Obstoj teh identitet je vnaprej predpostavljen kot pač neka naravna danost. Poleg tega pa so razumljene kot statične, večne, nespremenljive kategorije, ki obstajajo ne glede na družbeni kontekst, čeprav je ravno družbeni kontekst tisti, ki jih šele vzpostavlja. Če spet omenim primer pač figure gospodinje, ta je pač produkt neke specifične ureditve produkcije in reprodukcije, ne pa neka nadzgodovinska vloga žensk. Tudi če so ženske že v davnini prale in kuhale, pač je no, poleg tega pa je še en problem pri osredotočanju na identitete to, da ne upoštevajo notranje segmentacije in nekih razrednih delitev, ki omogočajo nekaterim ženskam, da sicer dosežejo relativno visoko raven politične enakosti, medtem ko so druge iz tega sistematično izključene. Zato tudi pač način, kako naj bi pač ženske dosegle pač prepoznanje v obstoječem sistemu, ostane na ravni ozaveščanja posameznikov, spodbujanja tolerance in opozarjanja na diskriminacijo in stereotipe, kakor da pač to zadostuje kakor da za emancipacijo žensk zadostuje, če so ženske malo bolj samozavestne, moški pa malo manj seksistični, kar sicer ni nepomembno. Ja, in ker ti ukrepi, ki pač se ne ukvarjajo z proučevanjem in kritiko širšega družbenega konteksta, tudi ne morejo odpraviti sistemskih vzrokov neenakosti in zato ne morejo biti več kot bolj kozmetični popravki oziroma neke zasilne rešitve, ki lahko kvečemo ublažijo neke določene vidike podrejenosti, pa še to ne za vse. Tako da je rezultat liberalnih oziroma liberalno-feminističnih politik v najboljšem primeru ohranjanje podrejenosti s kratnim umetno ustvarjenim videzom, da se položaj žensk izboljšuje. V najslabšem primeru se pa ta podrejenost še poglablja. No, če počasi zaključim, še enkrat pač hočem poudariti, da to kritizirati neke mainstream feministične prakse še ne pomeni, da so vsa vprašanja, s katerimi se ukvarjajo, popolnoma irelevantna. Tudi pridobitev formalnih političnih pravic je pomemben cilj sploh tam, kjer je to pač res na slabem nivoju. In tudi pomembno je izpostavljati neke everyday sexism, seksistične prakse na bolj mikroravni, ampak se mi zdi pomembno pač, oziroma nujno, da se upoštevajo pač neke sistemske omejitve tovrstnega ukvarjanja z podrejenostjo žensk. In to se mi zdi še posebno pomembno pač na levici, za katero se mi včasih zdi, da ne ve točno, kako bi se lotila pač vprašanja nekih spolnih neenakosti in pogosto nehote prevzame neka liberalna stališča do nekaterih problemov. Primer, ki sicer ni toliko povezan oziroma tudi je primer tega, kar se je pred kratkim zgodilo, recimo je bilo s to kampanjo okrog družinskega zakonika, kjer je levica pač prevzela neko popolnoma identitetno držo do LGBT problematike, se pravi, prizadevala se za neko pravno-politično pripoznanje gejev in lezbik, ni pa pač vključevala nobenih drugih problemov, ki segajo onkraj samo institucije zakonske zveze. Poleg tega pa niti ni postavljala pod vprašaj obstoj in pomen institucije zakonske zveze. Pač formula kampanja je bila tipično identitetna, če nekako poenostavimo, obstaja pravna kategorija zakonske zveze in ta je dobra, ampak jo je treba razširiti pač na skupino ljudi, ki je do zdaj bila izključena iz njo. Zdaj, ne bi skončala, v bistvu.
pač izpostavlja si potrebo po nekih sistemskih ukrepih, potem, da tak individualističen pristop liberalnega feminizma doskrat samo v bistvu zamaskira prave probleme, oziroma to, da recimo par žensk na vodilnih položajih lahko daje napačen vtis, da se zadevo izboljšuje. Me zanima, kakšen je v tem kontekstu tvoj odnos do kvot na raznih področjih, ne vem, da mora biti toliko oseb vsakega spola v parlamentu ali pa na vodstvenih položajih. Ja, mislim, v skladu s tem, kar sem govorila, pač mislim, da kvote same po sebi niso problematične, ampak niso pa, nimajo, pač vplivajo na to, da se pač izboljša točno to pač število žensk v določenih institucijah, ne pa tudi na kaj drugega. Pač mislim, jaz nisem proti kvotam. Zdaj vprašanje, ki se na nek način navezuje na to. Pač izpostavila si nekaj žensk na položajih, ki pač niso zboljšale, ali kako temu rekel, ne? A so kakšni primeri potem, mislim, če imaš kakšne primere direktne nekih žensk na položajih, ki bi, ne vem, opazno spremenila način delovanja ali pa prikazali, mislim, da bi se nek drugačen način vodstva pojavil s tem. Mislim, jaz se zdaj ne spomnim nobenega primera in tudi se mi zdi v bistvu zelo zanimivo to, da so tiste ženske, ki jim uspe, praviloma pač konzervativne oziroma pač neoliberalke, mislim. Pa seksistke. Ja, pa rasistke. Mislim, to je v bistvu, to tudi mene zanima, zakaj recimo v teh krogih ženske lahko pridejo na neke položaje, recimo na levici pa veliko težje. Mogoče se jih smatra kot manjše grožnje. Ja, po mojem, pa tudi po mojem vse drugo, kar zagovarjajo, dovolj sklada z pač nazori ljudi, da je to sprejemljivo. Mislim, a niso ravno te ženske največja klofuta spolne enakopravnosti, zato ker vedno igrajo na karto svoje ženstvenosti, na tak način v bistvu poudarjajo seksizem. Ja, in tudi recimo, ne vem, tisti, ki so kritični recimo do Hillary Clinton, če se vedem na ta primer, vedno je nekako, če bereš, ne vem, liberalne medije ali New York Times, vedno je na koncu nek odstavek, ampak to, da je ženska in da bo predsednica vseeno pač zasenči vse njene morebitne pomanjkljivosti. Ne. Pol naviješ za Trumpa, ne znam. Kako recimo, če je bilo v preteklosti, ne vem, boj žensk za volilno pravico, pa tako, kaj pa misliš, da bi bila pol zdaj tista stvar, ki bi se jo lahko izpostavila? Ena stvar, ki bi jo bilo treba izpostaviti. Ali pa vsaj nek ožji nabor stvari. Ja, po mojem glih to, kar sem tudi omenjala, pač čist neke javne državne institucije namenjene pač predvsem recimo varstvu in vzgoji otrok, kar je tudi področje, ki se nekako recimo v Jugoslaviji je bilo to zelo dobro urejen in je bilo res ženskam omogočeno, da so pač lahko delale in da so imele individualno izpeljane pravice, se pravi, ni bilo vezano na nek družinski dohodek, ampak na njihovega lastnega. Imel si vrtce in razne široko mrežo pač teh nekih ustanov, kjer so lahko otroci bili ne samo od 8 do 3, ampak tudi cel dan. In to so stvari, ki se recimo od osamosvojitve dalje pač to nekako potihem ukinjajo. Kje drugje, kjer ni bilo socializma, pa so že od 70-ih naprej pač razpadajo te stvari. Mislim, dejansko v nekaterih, ne spomnim se točno, to je vse v Burcer, pač so te točno podatki, ampak mislim, da za ZDA pa za Anglijo in za podobne države pač
je javno razpoložljivih mest za otroke v javno financiranih vrtcih dovolj za 4% vseh otrok, recimo. Se pravi, vsi ostali ali plačete ful velik, ne vem, waldorfskim vrtcem ali karkoli, ali pa pač ostanete doma delujete. Za Švico sem slišala, da so vrtci to pravi, da se ženskam bolj splača ostati doma. Moški pa delajo po cele dneve. Zato pa plane seksa. Bogi Švica. Možemo otroke. Kakšne so pa kaj razlage za to gospodinjsko delo oziroma kao rešitve? Za gospodinjsko delo? Ja, za enakopravno razporejenost takega sistema. Mislim, spet, po mojem, če imaš možnost zadovoljevati neke potrebe izven gospodinjstva, to velik del tega problema reši pač. Če ni treba nekomu vsak dan kuhati 3-krat na dan, ampak se da iti nekam ven pojesti po neki normalni ceni ali kakoli, ali pa v okviru šole, službe, potem je to recimo več ur dela, ki si ga ni treba sploh razdeliti. Jaz pogosto opažam neki taki stereotipni slovenski družini, da sta tako oče kot moški in ženska v družini zaposlena polno, pa še zmeraj potem večina gospodinjskih del pade na žensko. Po mojem bolj v tem smislu, kako se te zadeve neče potem. Ja, okej, sej do neke mere je itak to stvar dogovora, pač, ampak pač, kot sem rekla, pač, če imaš ti velik del stvari, ki potekajo izven gospodinjstva in si jih ni treba razdeliti, pol si je tudi lažje razdeliti tistih par stvari, ki jih je treba narediti doma, mislim, nekako tako. Meni se zdi zanimivo, no, mislim, da vsi mi živimo vseeno v družbah, družinah, ki so neki ostanki patriarhata, ali to hočemo ali nočemo, vrženi smo vso, mislim, take so družbene prakse, ne. In, ne vem, recimo tudi pri meni doma obstaja delitev dela, da ne vem, oče kosi travo, skrbi za registracijo avta in podobne moške zadeve, ne, medtem ko pač mogoče mama več skrbi za kuhnjo in podobne stvari. Mislim, ne zdi se mi toliko problematično to stališča, koliko ur kdo vloži za družbeno reprodukcijo, ker mislim, da recimo košnja trave, zdaj mogoče se nekdo ne bo strinjal zaradi estetskih razlogov, tu je pač del te reprodukcije, ne? Ampak zdi se mi bolj zanimivo to, da pač živimo v nekem v ostankih patriarhata, kjer mogoče ni zelo jasno, da so stvari problematične in jih pač vseeno vsi sprejemamo take, kot so. Ampak tudi ne vidim, kako bi pač naj izgledal nek družbeni dogovor v taki družini, ki bi pač izničil te ostanke patriarhata, ne vem, bi pač mamo posadili pol časa na kosilnico, ne, čisto tako. Ja. V resnici tudi po urah. Dejansko je količina ženska večja. In s tem košenjem se pač izgovarjaš. Moja ata žena. Moški ponavadi delajo stvari, ki so jim fajn, pa ki jih ni nujno treba, pa ki jih vlada ni takrat, ko on hoče. Pa ki mogoče naenkrat dela več ur, ampak ni mu pa treba vsak dan, pač trave ne kosiš vsak dan, kosilo pa večerjo, pa zajtrk, moraš vsak dan pripraviti, če ni več. Kaj pa plačamo gospodinjsko delo, ker to je tudi nek koncept, ki se mi zdi, da se je predstavljalo kot feminističnega na nek način, ker pač potem bi v bistvu ženske imele službo in svoj vir prihodka, ampak še vedno bi lahko upravljale vsa ta dela, ki jim
kao naravno. Misliš plačano gospodinstvo, tako da se najame nekoga za drugega za upravljanje gospodinstva, ali da je ženska sama plačana? Da država subvencionira. Ja, o tem je bila v 70-ih recimo tako dost znana debata o pač teh mezdah za gospodinsko delo. Pač glavna kritika tega zagovarjanja tega, da se ženskam plača to, da so recimo gospodinje, je to, da je pač to še en ukrep, ki v bistvu ohranja to delitev dela, se pravi, še pač in tudi to, da ponavadi so pač vse te državne subvencije oziroma plače, pač nadomestila za take stvari, ponavadi ful nizka in pač ne moreš biti gospodinja in ne boš imel 1000 evrov plače za to, čeprav dejansko delaš dovolj, da bi lahko imel, recimo. Kar v bistvu pol sam še pač na eni strani potrjuje to njeno vlogo pač v gospodinstvu, na drugi strani pa je še vedno ekonomsko odvisno pač od nekoga drugega. Je pa to zanimivo pač čisto z nekega političnega vidika, vsaj takrat je bilo to dosti kontroverzno, zato ker je nekako niti ni bil cilj tega, recimo, da bi zares zdaj ženske začele prejemati nek denar za to delo, ampak sam izpostaviti to, da ženske to sploh delajo, da pač tle poteka ful enega dela, ki je zastojen v bistvu čisto tako kot neka politična kampanja, kot neka stavka proti temu, da morajo to delati. Z tega vidika se mi zdi to zanimivo. Samo nekaj. Mislim, drugače obstaja tudi kritika tega koncepta, ki je, da se s tem v bistvu monetarizira še en aspekt družbenega življenja, torej ne vem, družinske, meddružinske odnose, še bolj prije te odtujitve in pač s tem, da vnašaš neposredne transferje v druge aspekte. Mislim, da glede na to, da se itak veliko stvari monetarizira v vsakdanjem življenju, da to ni tako, da bi zdaj neko bolj radikalno spremembo povzročili z tega vidika. Ja, mislim, ampak je pač mogoče korak stran od te komunističnega ideala, pač ko nimaš poblagoljenih družbenih odnosov. Ok, ne poznam tega tudi. Glede na to, da imaš liberalni feminizem kot trenutno prevladujočo strujo v mediji, kako se ti zdi, da bi se dalo pač to nekako prebiti za druge? Mislim, ne samo v medijih, pač problem je v tem, ker je to pač institucionalno najbolj podprt. In to je težko prebiti zato, ker, ne vem, organizacije razne od državnih do nevladnih se financirajo iz pač, ne vem, ali države ali nekih večjih transnacionalnih organizacij ali podjetij neposredno in nobenim od teh nima interesu, da bi podpirali finančno nek feminizem, ki hoče pač zrušiti kapitalizem. In mislim, da zaradi tega pač, ampak ok, lahko se pač gre v to smer, da se pač to nekako uvaja čim bolj v medije, da se to pač poriva naprej, da se delajo dogodki izobraževanja, tako kot za vse druge stvari. Ampak mislim, da vendarle bo pač liberalni feminizem vedno pač tisti, ki bo nekako imel največ pozornosti že iz tega vidika.